Haifa je od ponedeljkovega poznega popoldneva začasno bivališče vijoličaste odprave. Pripomb nad razmerami ni bilo. Izraelci so zelo gostoljubni, organizacija ne šepa, moteča je le neznosna vročina. V sredo ob 20:05 po slovenskem času pa bo šlo zares. 90 minut, ki jih nestrpno pričakujemo. 90 minut, v katerih se bo iskala pot do boljšega izhodišča pred povratnim dvobojem v Ljudskem vrtu. Pa evo, ambicije su u prvom redu da prođemo Makabi. Moram reći, sutra je prva utakmica, prvih 90 minuta. Imamo još kući za igrati za uzvrat, tako da sutra sigurno neće biti ništa odlučeno ovdje. Uvjeti drugačiji nek kod nas, malo je vruće, ali pripremili smo se i na to. Pa evo, normalna stvar, pije se više tekućine, malo više vitamina i normalne skroz stvari. Oni preferiraju taj ofenzivan nogomet, sigurno će napast, to je njima u krvi, tako igraju, pritisak s tribina će biti sigurno, ali mi nismo došli tu izgubiti, mi hoćemo proći tu tako da očekujemo dobar rezultat i ne bojimo se Makabija niti na njihovom terenu. Predstavitev prizorišča tekme ima največ skupnih točk s turizmom in nogometom. Pristanišče Haifa je najstarejše na sredozemski obali Izraela. Priljubljeno letovišče šteje 265.000 prebivalcev. Največ jih prihaja do spodobnega zaslužka iz dejavnosti povezanih s turizmom. Število ljudi v mestu pa se krepko poveča, ko hotelske zmogljivosti zapolnijo turisti iz Evrope in ZDA. Ne le po turistični, tudi po nogometni plati je mesto našega nasprotnika zelo razvito, z bogato tradicijo. Do te mere, da velja za vse v tukajšnjem okolju Makabi pred dvobojem slovenskim prvakom za izrazitega favorita. Čez dan smo obiskali novinarsko konferenco Izraelcev. V domačem taboru ne dvomijo o napredovanju. Novinarji so trenerja že spraševali, ali meni, da bi potreboval še kakšne okrepitve za zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov, kot da je Maribor že umaknjen z dnevnega reda. Omenjala se je tudi zamenjava vratarja, vendar Makabijev strateg Eliša Levi ni želel izdati začetne enajsterice. In kako je minilo odštevanje do tekme v mariborskem taboru? Dopoldne je bila na sporedu video analiza nasprotnika v hotelski konferenčni sobi. Zvečer uradni trening na stadionu Kirjat Eliazar. Prireditelji pričakujejo, da bo nocoj na tribunah okoli 10.000 bučnih navijačev. Kako se bodo ob podpori s tribun Izraelci podali v boj? Mislim, da bodo štartali zelo ofenzivno. Tako so tudi na tekmi z borcem. Začeli so s pomočjo navijačev zelo napadalno in pričakujemo tudi jutri, da bodo tako začeli. Definitivno moramo biti na to pripravljeni. Tudi na to, kot ste sam rekli, da je tempo, ritem spremenjen, da enkrat je to zelo agresivno, potem te skušajo umiriti. Mi moramo biti na to pripravljeni, kajti tudi ko te napadi ne bojo konstantni, bo nevarnost velika, tako da moramo biti na to pripravljeni. Sigurno je to za njih velik hendikep, za nas pa velik plus. Dva centralna zvezna igralca, dva, katera razbijata igro nasprotnika, katere pokrivata hrbet tem napadalcem, ne morete igrati zaradi kartonov, to je sigurno za njih velik deficit in pa kapetan, najboljši igralec. Vprašanje je, če bo njihov nadarjen, talentiran zvezni igralec igral. Vendar že te trije igralci pomenijo za njih veliko. Tako da enostavno, kar se nas tiče, želimo igrati dober nogomet, zato treniramo, da bi imeli veliko posesti, da bi bili nevarni in to znamo delati zelo dobro. Že to, da jim trije zelo pomembni igralci manjkajo, pomeni veliko in popolnoma jasno je, da bo ekipa Makabija drugačna, vendar kljub temu zelo kvalitetna. Ob spremljanju informacij z domačega tabora se predvideva tudi, v kakšni zasedbi bodo gostitelji šli na igrišče. Do zadnjega trenutka naj bi ostala negotovost ob nastopu ideologa igre, Eyala Golase, ki ima težave s poškodovanim kolenom. Zagotovo bosta manjkala Bokoli in Jahaja, ki sta si v dvobojih z borcem iz Banja Luke prislužila po 2 rumena kartona. Drugo gostovanje nogometašev slovenskega prvaka v letošnjem evropskem pokalnem tekmovanju bodo lahko spremljali tudi gledalci v domovini, ob neposrednem prenosu na drugem programu Televizije Slovenije od 20. naprej, ko se bo skušalo priti do podviga na oba načina, da se ne dobi gola oziroma da se ga doseže.